Dober dan, en lep kolesarski pozdrav. Danes vas vabim, da se z mano vrnete iz Hotavelj nazaj v Novo Gorico. Seveda, s kolesom, se razume. Danes je lepo sončno vreme in prijetnih 22 stopinj Celzija. Jaz sem si za začetek zbral smer Žiri-Rovte. Cesta je lepa, precej prazna glede na to, da je nedelja, tako da zaenkrat je počutje prav super. Na prvih 30 kilometrih do Rovt bom imel nekaj malega vzpona, ampak ni pretirano. Pot sem si izbral tako, da ne bom rabil asistence, če le ne bo res prav nujno, in pa tudi tako, po kateri še nisem vozil in se je meni zdela nekje najbolj lepa. Po 8 kilometrih sem že prispel v Žiri. Na koncu naselja se bom pa držal levo za smer Rovte. Tudi od Žirov naprej je cesta še zmeraj taka prijetna in umirjena. Večina najbrž veste, da sva bila v zadnjem tednu z ženo v Hotavljah, v Poljanski dolini. Nastanjena sva bila v gostilni Lipan, kjer sva imela super dvoposteljno sobo. Na voljo imajo tudi garažo, kamor lahko spraviš kolo. Jaz sem pa izkoristil tudi njihovo vrtno cev, zato da sem si ga vmes opravil. Poljanska dolina teče nekje vzdolž glavne ceste Žiri-Škofja Loka, po njej teče Poljanska Sora in je super izhodišče za kolesarjenje, še posebej, če se ne bojite klancev. Z izjemo te glavne ceste do Škofje Loke, ki je precej prometna, so pa stranske ceste zelo prijetne, večinoma asfaltirane, brez prometa in tudi precej hribovite. Mimogrede se vam bo zgodilo, da boste kar naenkrat nabrali po par 100 metrov višincev, še prej, ko se boste tega zavedali. Jaz sem svoje bivanje v Hotavljah izkoristil za kolesarjenje. Tukaj poznam par kolesarjev, tako da sva s Simonom odpeljala eno 100 čez Dražgoše in Kropo, z Luko pa sva naredila en 50-kilometrski, tak bolj višinski krog. Vmes se je čisto slučajno zgodilo, da so imeli tudi dirko za pokal Poljanskih puklov, in sicer vzpon na Javorč, kjer je bilo prijavljenih približno 90 kolesarjev, ki so tekmovali, kdo bo prvi premagal 5,5 km dolg klanec in višinsko razliko 500 metrov. Tekmovala sta tudi Simon in Luka, pa si jih kar poglejmo, kako sta prišla v cilj. Ok, dirka se je začela in zdaj nestrpno pričakujemo prve kolesarje. Evo ga, prvi kolesar gre v cilj, bravo, dajmo! Čas 20 minut in 40 sekund. Bravo, pod 29 boste, gremo, akcija Luka, dej, stisni. Dajmo Simon, akcija, stisni, da ti ne bo pol kaj žal. Bravo Luka, čestitam. Hvala. Čestitam, bravo. Hvala. No sej, Simon je pa o tem vzponu posnel svoj video in ga je objavil na kanalu Polanc na biciklu. Bom dal link od tega videa od spodaj v opis. Na Javorču je pa potem do mene prestopil še Matjaž, s katerim sva se do zdaj poznala samo preko YouTubea, tako da sem še z njim malo poklepetal in naredil selfie. Poleg kolesarjenja sem dopust izkoristil tudi zato, da sem si ogledal Marmor Hotavlje, pa vremenski radar na pasji Ravan. V glavnem taki lepi izleti v bližnji okolici in sem si prav pomislil, če narišeš tukaj s šestilom 10-kilometrski krog, imaš rudnik marmorja, rudnik urana, rudnik živega srebra. Kakšna je verjetnost, da v teh hribih ni popolnoma nič drugega? Jaz sem prepričan, da je še marsikaj, samo odkrili nismo. Je pa v Poljanski dolini toliko stvari za videti, da sva oba z ženo ugotovila, da bova mogla priti vsaj še enkrat. Vidiš, in tudi tukaj v tej soteski v smeri proti Rovtam so kar neke votline gor v skalah, ki jim baje rečejo Matjaževa ušesa, nekako tako. Včasih so se ljudje tam noter verjetno skrivali oziroma živeli, še danes se pa marsikdo pride sem ohladiti poleti. Meni, ki se tukaj vozim prvič, se mi zdi kot v pravljici.
Tale furam zase, ko ste videli na bidonu, je v bistvu blagovna znamka iz Gorenje vasi v Poljanski dolini. Ukvarjajo se z izdelavo kolesarskih nogavic. Dobite pa tudi kaj druge kolesarske opreme pri njih. Jaz sem si kupil 2 para nizkih nogavic, Simon mi je pa kupil še en par visokih nogavic in 2 bidona. Hvala, Simon. Jaz sem se na tem dopustu tudi malo bolj naučil, kako se objavlja Instagram storije. Tako da, če kogarkoli zanima, si lahko pogleda na Instagramu enak vzdevek Road Bike Adventures SLO. Po 20 km in 300 višinskih metrih sem prišel v Rovte. Tukaj me pa zdaj čaka en lep spust do Logatca. Ja, tudi na to stran moram reči, da je zelo, zelo lepa vožnja. Po 10 kilometrih sem že v Logatcu in tole tukaj je verjetno najdaljši kozolec na svetu. Ta kolesarska steza čez Logatec je kupr norcih. Skačeš gor in dol čez te v dovoze, ampak okej, vseeno boljš, kot da bi se mogel peljati po glavni cesti. Jaz današnje proge nisem prav točno načrtoval, odločil sem se pa, da bom naredil 100 km in da bom imel vsaj 1000 višincev. Od spodaj v opis videa bom pa itak dal link od Strave, kje sem se vozil. Sklenil sem, da grem po trasi maratona Češen do Godoviča in Črnega vrha. Ob tej cesti proti Godoviču so tudi ostanki nekdanje karavle, ker je tukaj tekla Rapalska meja. To je iz tistega obdobja med vojnama, ko je bila komplet Primorska pod Italijo. V Godoviču sem kar v lokalu natočil vodo, potem imaš pa tale tunel. Malo vzpončka in dobrih 5 km do Črnega vrha. V bistvu sem tukaj lih nekje na polovici poti. Tukaj iz Črnega vrha ven me pa verjetno čaka najlepši del poti in to so serpentine, tako imenovane črnovrške rajde. Krasen vzpon za kakšnih 20 minut. To je tak 3,3 km vzpon, na katerem se dvigneš za 260 metrov. Tak super, super naklon. Potem, ko si na vrhu, te pa čaka kakšnih 12-13 km spust vse dol do Ajdovščine. Zdaj tukaj v Ajdovščini imam 74 km, do Nove Gorice jih je še 24-25, blizu Stotke bo s kakšnim manjšim ovinkom tudi rahlo čez. Na tem odseku od Ajdovščine do Nove Gorice, ki je zame itak najbolj dolgočasen, pa vam lahko povem še, da sem ta teden, ko sem bil na dopustu, dosegel 1000 naročnikov na YouTubu. To je bilo zame veliko presenečenje, zato ker na začetku tedna vas je bilo 990, potem po objavi tistega videa, kako sem šel v Hotavlje, je pa kar naenkrat skočilo za 15 novih naročnikov, tako da smo bili kar naenkrat čez. Vsem naročnikom in tudi ostalim gledalcem se prav lepo zahvaljujem za izkazano podporo. S 1000 naročniki imam možnost iti v monetizacijo, da bi mi YouTube plačeval za prikazovanje njihovih oglasov, ampak to je tema že za en drug video. Jaz zdaj hitim proti Novi Gorici, da me ne dobi kakšna popoldanska nevihta. Na tej točki bi se vam res najlepše zahvalil za vse oglede, za všečke, za komentarje, pač za vso vašo podporo. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.